Ampak zato, ker to je normalno. To smo mi kot družba smo sprejeli, da se vsak lahko zakreditira za stanovanje, da je to normalno, da imaš 30 let kredita ali pa 20 let kredita in da imaš svoje stanovanje. To je normalno. In to se pričakuje tudi od družbe. To, se pričakuje, da bi imel otroka pred 30. Pol je že kao malo pozen. Ampak to so neke norme družbe, ki jih imamo mi vcepljene. In da tako pač je. Da to je edino pravilno. In ko ljudje pridejo k meni, to začnemo spreminjati. In jim odprem še druge oči, druge poglede. Recimo, kaj bi se zgodilo, če imaš ti kredit za stanovanje, ki ga oddajaš in se ti oddaja z najemnino, ki se ti kredit poplačuje z najemnino. Ok? Se pravi, ti vzameš lahko 300 € kredita, zdaj dam primer, namesto da živiš v stanovanju, več moraš zaslužiti, zato ker imaš še kredit, ali pa ti bo manj ostalo zaradi tega, veliko ljudem je breme kredit, potem po drugi strani ti je pa še stanovanje strošek. Če bi pa ti kupil stanovanje, ga začel oddajati, z najemnino poplačil, kredit pa še lahko ti ostane, pa ti ne rabiš več delati za to, da boš pokril kredit in da ti bo več ostalo. Imaš v bistvu ta cash flow. In najprej bi mogli mi to spremeniti, da denar iz tega, da dajemo v obveznosti ali pa v stroške, spremenimo v to, da dajemo v assets, v sredstva, ki nam dejansko prinašajo denar.